Lepo pozdravljeni, moje ime je Matej Vrbajs, jaz sem vodja pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije, CNVOS-u. Ker smo v zadnjem času dobivali res veliko vprašanj na temo varstva osebnih podatkov v nevladnih organizacijah, o tem, kaj prinaša nova uredba GDPR v delo nevladnih organizacij, smo se odločili, da posnamemo nek kratki video vodič o ključnih zadevah, ki jih ta uredba prinaša in s katerim bomo tudi skušali odgovoriti na najbolj ključna vprašanja, ki prihajajo v našo pravno pisarno od lanskega maja. V času nastanka tega posnetka Slovenija še nima svojega novega zakona o varstvu osebnih podatkov, ki bo mogoče stvari malenkost drugače še uredil, ampak nekih večjih sprememb v resnici ne pričakujemo. Tako ali pa tako se pa ta uredba uporablja neposredno, kar pomeni, da velja tudi, če mi zakona nimamo in v bistvu je zavezujoča tudi za vse nevladne organizacije, torej za vsa društva, zavode in ustanove, ki uporabljajo oziroma ki imajo osebne podatke. Verjetno in ni organizacije, ki osebnih podatkov ne bi imela, to so lahko evidence naših članov, naših prostovoljcev, naših zunanjih sodelavcev, naših uporabnikov storitve, udeležencev prireditev in tako naprej, tako da neko tako bazo verjetno najdemo v vsaki nevladni organizaciji, kar že pomeni, da seveda tudi vsaka od teh organizacij mora vedeti, kaj v tej uredbi piše oziroma kaj nalaga, in to bomo zdaj skušali na hitro pogledati. Zdaj ključno vprašanje, s katerim se tudi v naši pisarni pogosto soočimo, v bistvu naše organizacije sprašujejo, kdaj podatke sploh še lahko obdelujejo, kdaj jih lahko imajo, a jih ne smejo imeti, kdaj jih je treba pobrisati. In osnovno pravilo, ki jih nova uredba prinaša, je ta, da seveda za vsako obdelavo, vsako uporabo osebnih podatkov, ki jih v organizaciji imamo, rabimo določeno podlago. Zdaj, ta podlaga je v uredbi vnaprej določena, skratka, uredba predpostavlja 6 različnih podlag, bomo jih vse zdaj v nadaljevanju pogledali. In za vsako zbirko naših osebnih podatkov mi eno od teh podlag moramo imeti. Če bomo ugotovili, da take podlage ni, potem takih podatkov več imeti ne smemo, ker je njihova obdelava, njihova hramba potem nezakonita. Prva in dostikrat tudi zelo pogosta podlaga, da neke osebne podatke imamo, je soglasje oziroma privolitev posameznika, o katerem pač osebne podatke imamo. To preprosto pomeni, da je na neki točki neka oseba nevladni organizaciji dovolila, dala soglasje, da smete njene podatke uporabljati. Da, ga objavite njegovo sliko na spletni strani, da njegove podatke nekam pošljete, da uporabljate njegov elektronski navaden naslov za neko pošiljanje, skratka za kakršnokoli obdelavo, ampak da je oseba seveda na neki točki prikimala. Soglasje v bistvu je ena od 6 podlag, tako da včasih mogoče preveč stavimo vse na soglasje, včasih druge možnosti kot soglasje ni, ampak zdaj se predlagam, da ko si izbirate podlago, ne mogoče najprej pomisliti na soglasje, ampak če kakšna druga mogoče malo vam bolj paše. Preprosto zato, ker soglasje je postala kar precej zahtevna podlaga. Skratka, zahteva se, da je dokazljiva, da mi lahko dokažemo, da je nekdo nam to soglasje dal. Mora biti čisto nedvoumna, torej ne sme biti dvoma o tem, ali je oseba soglasje dala ali pa ne. Tako da razna soglasja z vnaprej obkljukanimi kljukicami na spletu odpadejo. Odpadejo vsa soglasja, ki so skrita v nekih drugih pogodbenih določilah, nekje v drobnem tisku spodaj, ampak mora biti jasna črno na belem, da se ve, kdo je neko soglasje dal, kdaj ga je dal. To soglasje mora biti informirano, to je pomembna zadeva, kar pomeni, da smo mi mogli posameznika precej obsežno informirati o tem, kaj vse bomo z njegovimi podatki počeli, predno je on soglasje dal. To pomeni, da smo povedali, kdo naša organizacija je, kje so naši podatki, za kakšen namen bomo to uporabili, koliko časa bomo te podatke hranili, kdo vse bo dostop do teh podatkov imel, komu jih bomo morda pošiljali, in šele ko on vse to imel, se bi se lahko resnici odločil, nam bo neko soglasje dal ali pa ne. Če ga nismo ustrezno informirali, če ne moremo dokazati, potem ta podlaga nam čisto nič ne pomaga in je v bistvu enako, kot če nimamo. Kar pomeni, da imamo neke podatke nezakonito in pač tvegamo lahko neke kazni oziroma sankcije. Naslednja podlaga, ki pride v upoštev, je tako imenovana podlaga izvajanje pogodb. To je v bistvu podlaga, ki pride v upoštev v vseh primerih, ko ima organizacija s posameznikom neko pogodbeno razmerje. Lahko je to nek zunanji sodelavec, pač nek izvajalec,
ki je z nami v nekem razmerju, lahko je ta pogodba pisna, lahko je ustna, lahko je pač kakorkoli dogovorjena. In ta podlaga v bistvu mi omogoča, tudi če nimam soglasja, da jaz obdelujem podatke od te osebe zato, da lahko tako pogodbo sploh izpolnim. Če imam jaz, avtorsko pogodbo z nekom, ki mi pripravi neko avtorsko delo, bom jaz seveda uporabil transakcijski račun tega avtorja, pa njegovo davčno številko ali pa pač njegov telefon, da ga bom lahko poklical v zvezi s to pogodbo, se bova dogovorila, kako bova neko pogodbo izvedla, in zaradi tega jaz ne bom prosil za soglasje, če lahko njegov TRR uporabim, da mu nakažem honorar, ker je to moja obveznost. Torej obdelave, ki jih jaz rabim, da lahko svoje pogodbene obveznosti izpolnim, so že v taki podlagi zajete. Tako da v teh primerih za soglasje ne prosimo, ampak je pač to zajeto v nek najin dogovor, ko je, ker je v bistvu nujno potrebno, da sploh lahko pogodbo naredimo, da sploh lahko pogodbo izvedemo. Naslednja podlaga je opravljanje nalog v javnem interesu. Tle v bistvu gre za to, da organizacija izvaja neko dejavnost, ki kot pravim je pač v javnem interesu, in v ta namen obdeluje neke osebne podatke, da lahko to dejavnost izvede. Zdaj to se sliši mogoče precej privlačna podlaga, tudi dikcija v javnem interesu je pač pri nas precej znana, pogovorno znana, poznamo nevladne organizacije v javnem interesu, ampak tega ne smemo v resnici načeti, ker gre za evropsko uredbo in evropsko pravo malo drugače razume javni interes, kot v bistvu ga razume naši predpisi. Evropska unija v bistvu javni interes oziroma naloge v javnem interesu bolj razume kot naloge, ki jih izvaja država, ali pa ki jih izvajajo neki koncesionarji, izvajalci javnih služb v imenu države, in torej ne kot neke naloge, ki so nasplošno v nekem interesu, ki ni zaseben, ampak je ta nivo v bistvu precej visok. Tako da vsaka organizacija, ki reče, jaz pa delam to v interesu naših občanov ali pa naših članov, to še ni nujno pač ta interes, ki ga pozna uredba in bi bil lahko ustrezna podlaga. Tako da tukaj jaz priporočam neko previdnost. Načeloma morajo za neke naloge, ki so že v nekem zakonodaji predpisane, da jih izvaja država ali pa neka podaljšana roka države, ne pa kar vsakdo. Četrta podlaga, zelo zanimiva, je tako imenovani zakoniti interes nevladne organizacije. To je v bistvu podlaga, ki nastane s tehtanjem različnih interesov in v bistvu gre nekako takole. Jaz kot nevladna organizacija želim neke podatke obdelovati, nimam soglasja, ampak ugotovim, da so moji interesi, da te podatke obdelujem in dosežem nek svoj cilj, nek moj namen, v bistvu večji, kot so interesi posameznika, katerih podatke bom uporabil. Torej neko tehtanje je. In jaz v bistvu ugotovim, da sicer bom z uporabo teh podatkov morda res nekoliko posegel v zasebnost tega posameznika, ampak ta poseg ni tako velik, da v bistvu ne bi upravičil te uporabe mojih podatkov. In ko to pretehtam, ugotovim, da je moj interes večji in se kar odločim, da bom te podatke lahko obdeloval. Zdaj sliši se v bistvu relativno enostavno, ampak vseeno pač nek premislek. Ta podlaga zahteva, da jaz v resnici pretehtam, ali bi to šlo skozi ali ne, da pač rečem, da je moj interes večji in bom zaradi tega tudi brez soglasja tvoje podatke dal. Bomo tudi par primerov pogledali. Naslednja podlaga, tudi precej pogosta, je izpolnjevanje zakonskih obveznosti nevladnih organizacij. Če meni nek zakon predpisuje, da moram nekaj storiti, in jaz tega ne morem storiti drugače, kot da obdelujem osebne podatke nekih posameznikov, potem take podatke lahko obdelujem brez njihovega soglasja, ker je že sama zakonska obveznost za to potrebna. Če imam jaz zaposlene delavce, mi zakon nalaga, da v bistvu obračunam njihove prispevke, da sporočim FURS-u, SPIZ-u, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, neke osnovne podatke o njihovem zavarovanju, in jaz tega drugače ne morem narediti, kot da pač pošljem finančni upravi njihovo davčno, da njim pošljem podatke o tem, za koliko časa so zaposleni, pač kakšna je njihova delovna obveznost. In v tem primeru nobenih soglasij ne rabimo, ker meni zakon nalaga, da nekaj naredim, in v teh primerih sem pokrit z nekimi zakonskimi obveznostmi. Če bi pa jaz lahko neko zakonsko obveznost izpolnil brez, da te podatke obdelujem, pa seveda to ne pride v poštev. Tako da predvsem razne kadrovske zadeve, razna poročanja državnim organom, to v bistvu je nekaj, kar je s tako podlago hitro pokrito. In zadnja podlaga je zaščita življenjskih interesov posameznika.
Ta v bistvu v nevladnem sektorju relativno redko pride v poštev. Gre v bistvu preprosto za to, da če želimo zaščititi zdravje življenje neke osebe, potem pač spregledamo, da nimamo soglasja, da ni nobene druge podlage. Skratka, če pride nekdo na urgenco, ne bomo ga prosili za soglasje o tem, da ga pregledamo, pa da pogledamo, kakšno krvno skupino ima, ampak da zavarujemo njegovo življenje, pač take stvari naredimo in pogledamo, ne. Če se nekdo zgubi v gorah, če je nekdo ugrabljen, ga pač že lahko izsledimo preko njegovega telefona, kljub temu je to pač seveda poseg v njegovo zasebnost, ampak varujemo nek višji cilj, njegovo življenje, pač to dostopno, ne. Bomo si kar pogledali par nekih najpogostejših primerov, s katerimi se nevladne organizacije srečujejo. Kot na primer, imamo neko društvo, ki svoje člane obvešča o dejavnostih, ki jih bo imela, o svojih izletih, svojih dejavnostih, delavnicah, ali pa jih obvešča o tem, kdaj bo skupščina, občni zbor, torej pač, ko se člane povabi, da sprejmejo statut, odločajo o letnem poročilu, imajo neke volitve in tako naprej. V tem primeru, da pošljemo takim članom elektronsko pošto, vabilo SMS na skupščino, ne rabimo njihovega soglasja. Velja namreč, da so člani z društvom v nekem pogodbenem razmerju, čeprav med njimi ni dejansko papira, ki bi mu rekli pogodba, ampak s tem, ko je član neko pristopno izjavo podpisal, ko se je strinjal s tem, da bo spoštoval naš statut, tam so tudi neke obveznosti in neke pravice, se že pač tudi po naši sodni praksi šteje, da med njima je neko civilno pogodbeno razmerje. In je v bistvu, s tem, ko imamo neko pogodbo, je v bistvu podlaga, da jaz podatke o tem članu obdelujem lahko izvajanje pogodbe. To pomeni, jaz ne morem drugače svojih obveznosti izpolniti, jaz ne morem člana drugače povabiti na skupščino, kot da uporabim njegov elektronski naslov, pa mu neko vabilo pošljem ali pa gradiva, ne. Celo v bistvu, če mu tega ne bi poslal, bi verjetno kršil obveznost, ki jo imam, ne. Tako da v tem primeru seveda ni potrebno neko soglasje članov, kar se dostikrat po nepotrebnem zbira. Bom rekel čisto tako, če zbirate soglasja za neke obdelave, samo če vprašajte, kaj se zgodi, če nam član tako soglasje umakne. Jaz, če dam soglasje, ga lahko naslednji dan umaknem. Če nam umik soglasja predstavlja neke težave, v tem primeru ne bi mogel sklicati skupščine, pol soglasje verjetno sploh ni bila prava podlaga, da bi mogel neko drugo poiskati, v tem primeru izvajanje pogodbe, ne. Tako da to je tak dober indic, a je soglasje prava podlaga ali ni, ne. Če pa obveščam druge osebe o dejavnostih društva, ki niso moji člani, to pa ni moja obveznost, ker druge osebe niso moji člani, si jih ne rabim obveščati, tam pa se na izvajanje pogodbe ne bom mogel sklicevati, ampak mi ostane pač samo še soglasje, ne. Če nekdo, ki ni moj član, želi na neko mojo mailing listo, pač tukaj zdaj ne morem reči, da je to moja obveznost, ker ni, ne. Tukaj pa moram dobiti soglasje pač za uporabo njegovega elektronskega naslova, ne. Potem nevladna organizacija recimo organizira nek dogodek, nek koncert, seminar, športno prireditev in zbira neke prijave na ta dogodek. Tudi v tem primeru ne rabimo zbirati soglasja, da bomo obdelovali podatke udeležencev tega dogodka, ker s tem, ko se jaz prijavim na dogodek ali pa na seminar, se vendarle med organizatorjem pa potem, ko se prijavi, spet vzpostavi neko pravno razmerje, ki sicer traja lahko samo en dan, dokler ta dogodek traja, ne. In bom rekel, podlaga, da jaz tvoje podatke obdelujem, je kar izvajanje pogodbe. Jaz te sploh ne morem drugače ti zagotoviti mesta, organizirati za tebe izleta, če pač ne uporabljam tvojega imena pa priimka, da vem pač sploh, kdo si, ne. Če organiziram neki izlet, moram pač hotelu sporočiti, kdo pač bo tja prišel, in tega ne morem, če nimam tega pač ne morem, če ni, ne morem v bistvu te obveznosti sploh izpolniti, če tvojega podatkov ne uporabljam. Ko tukaj v bistvu pride vedno v poštev izvajanje pogodbe, ne. Če imamo kakšne delavnice, seminarje, tu ne rabimo iskati soglasja, ne. Pri raznih objavah fotografij na družbenih omrežjih, na svojih spletnih straneh in tako naprej, tukaj praviloma drugih podlag kot soglasje nimamo. Tukaj skoraj nikoli ni zadaj neke pogodbe, ni zakonske podlage, da bi mi mogli to početi. Zelo težko se sklicujemo na kak zakoniti interes, tako da v teh primerih je praviloma soglasje edina podlaga, ki pride v poštev. Tako da, če delamo to, da objavljamo slike naših članov, uporabnikov, strank in drugih ljudi na spletu, tukaj njihovo soglasje rabimo. Sem rekel prej, soglasje se lahko vedno tudi prekliče,
če nam soglasje prekliče, da moramo pa tako fotko se spleta umakniti. Ne? Potem recimo imamo zaposlene ali pa sodelavce in poročamo davčni upravi o njihovih honorarjih, pač da jim akontiramo dohodnino, da poročamo, kak je njihov prihodek bil, da lahko pač neka dohodnina država v končni fazi obračuna. Tukaj podlaga zakonska obveznost, ker v nekem zakonu v davčnem postopku piše, da moraš vsakeč, ko izplačaš honorar, pa plača pač obračunati neke prispevke. In jaz tega drugače ne morem, kot da rečem, oseba s tem imenom priimkom bi pri meni dobila tak in tak honorar. In tukaj zdaj ni v bistvu kaj drugega za iskati, ker pač imamo v zakonu že podlago za kaj takega in tudi spet ni recimo soglasja. No, zdaj pogosto je pri nevladnih organizacijah tudi situacija, da se recimo o zaposlenih ali pa zunanjih storilcih ali pa v uporabnikih, tudi v članih včasih tudi poroča ne samo finančni upravi, ampak tudi kakim financerjem, občina, ministrstvo, kakim fundacijam. Tukaj pa zadeva malo drugačna, ker tukaj v bistvu ne gre za zakonske obveznosti, nikjer ne piše, da jaz to moram početi, ampak je to običajno moja pogodbena obveznost z financerjem. Da jaz, ko neko storitev opravim, pač moram potem poročati, kakšni so moji stroški, da dobim pač neko refundacijo ali pa da upravičim neko porabo sredstev. Zdaj tukaj treba paziti, tukaj podlaga, ki bi prišla v poštev, ni izvajanje pogodbe, ampak zakoniti interes. Tega smo prej na hitro omenili. Zakaj je zakoniti interes? Če pride v program nekega društva, kulturni, socialno-varstveni, pač neka oseba, ki se vanj vključi, mu jaz neke storitve dam, seveda se lahko vzpostavi pogodbeno razmerje med menoj in tem posameznikom, ampak da jaz to storitev lahko opravim, ne rabim njegovega imena poslati financerju, jaz rabim od njega pač neke osnovne stvari, ime, priimek, mail in lahko mu to storitev nudim. Tudi če pač njegovega podatka čez 5 mesecev ne pošljem financerju, tako da tukaj v bistvu izvajanje pogodbe ne krije tega dela, ko jaz njegove podatke pošljem neki tretji osebi. In v tem primeru v bistvu je nekako najbolj priročna ta podlaga zakoniti interes, ko smo rekli, da malo pretehtamo pač interese enega in drugega. In lahko je naše razmišljanje sledeče. Mi imamo v bistvu močan interes, da te podatke pošljemo financerju, ker je tega odvisno čisto neka sredstva za naše delovanje, da v končni fazi lahko sploh take storitve nudimo, da imamo za prostor za plače in tako naprej. Seveda po drugi strani zagotovo je interes posameznika tu v neki točki lahko prizadet. Nek financer bo zvedel, da je tega pa tega dne neka oseba bila pri nas, da je neko storitev dobila, lahko gre za neko občutljivo storitev, lahko ne. Ampak ko to pretehtamo, v bistvu ugotovimo, da v resnici se kaj hudega s to osebo verjetno ne bo zgodilo. Pač nek financer bo nekjemu evidenco, da je pač ta oseba bila pri meni, ali pa da je nekdo zaposlen v nevladni organizaciji in pač dobiva plačo tudi iz teh sredstev. Ampak se ta podatek uporablja izključno za namen sofinanciranja. Se nikjer drugjer javno ne objavi, se ga ne uporablja za karkoli drugega. To dvoje pretehtamo, lahko pogosto ugotovimo, da vse je naš interes precej večji, da tam nekaj hudega ne vpliva na njegov položaj, socialni položaj, status, njegove pravice. In ko to pač nekako damo skupaj, ugotovimo, da je naš interes večji. Tako da tle se lahko sklicujemo na zakoniti interes. Če zdaj naredimo ta test, ki sem ga prej omenil, z soglasjem, če zbiramo soglasje v ta namen, kaj se nam bo zgodilo, če bo en soglasje umaknil? Ne bomo mogli poročati. In to je lahko že taka težava, da pol ne dobimo denarja. In če nam umik soglasja, sem rekel prej, povzroča težave, pol je to mogoče znak, da soglasje ni bila prava podlaga. Je boljše kako drugo poiskati. In tle je tak zakoniti interes v bistvu nekako najbolj priročna. Tako da za vsako obdelavo, vsako zbirko, ko jo imamo v nevladni organizaciji, moramo eno od teh podlag imeti. Če ne najdemo, pol jo moramo zagotoviti, če nam to ne rata, pol je nekaj ni okej, pol je treba te podatke uničiti, anonimizirati, pa jih obdelujemo nezakonito. Tako da to je prva stvar, ki je za urediti. Druga stvar, ki bi jo omenil, uredba GDPR v bistvu prenaša neko obveznost, ki se naš veljavni zakon zaenkrat za večino nevladnih organizacij nima. To je priprava evidenc obdelav osebnih podatkov. To je nekaj podobnega, kot so bili nekoč katalogi obdelav osebnih podatkov, mogoče kateri to še imate, pa zdaj močemo omeniti, da se to pač iz nekih zaprašenih fasciklov potegne ven, pa se malo obnovi. Ampak po uredbi dejansko je tako, da za neke zbirke evidence osebnih podatkov, ki jih redno uporabljamo
na neki redni bazi, dnevno, tedensko, o naših članih, delavcih, uporabnikih. Jaz neko tako evidenco, nek tak dokument moram pripraviti. Če je teh pač evidenc več, pol za vsako od teh evidenc. Običajno so to ne vem, kakšne evidence o zaposlenih članih, udeležencih, razne mailing liste in tako naprej. In da bi se za vsako od teh baz podatkov, evidenc, ki jih imam, neke osnovne stvari v njej napišem. Torej spravim nek list papirja oziroma si napišem nek računalnik in pač to imam shranjeno. To je v bistvu obveznost, ki jo je treba narediti. V primeru kakih nadzorov je to lahko to mogoče prva stvar, ki se bo pogledala. Če vi to imate, pa da se sploh neka osnovna slika ustvari, kaj vi z nekimi bazami podatkov delate. Zdaj, taka evidenca v bistvu izgleda tako, da na nek list papirja napišemo ali pa tipkamo neko ime zbirke, skratka imamo zbirko podatki o prostovoljcih ali pa zbirka prejemnikov naših spletnih novic ali pa zbirka udeležencev naših delavnic in tako naprej. In povemo, kdo to zbirko ima, torej to pa to društvo s tem pa tem naslovom, nekimi kontaktnimi podatki. In potem v ta dokument napišemo, zakaj te podatke imamo. To je dober moment za neko samo evalvacijo, da vidimo, zdaj sploh imamo nek namen ali ga nimamo. Skratka, da povemo, rabimo za to, da obveščamo člane o naših dejavnostih, da lahko organiziramo dogodke, da pač izpolnjujemo neke zakonske obveznosti, da izpolnjujemo pogodbe. Skratka, zakaj to imamo. Če namena ne najdemo, zakaj to imamo, to je že ponavadi dober pokazatelj, da nekaj ni okej, da tega v resnici ne rabimo več. To je že lahko tak znak, da je treba nekaj narediti. Potem isto napišemo v ta seznam, katere vrste osebnih podatkov imamo. Torej ne, da jih prepisujemo, ampak samo katere vrste. Imamo imena, priimke, maile, bivališča, emšote, davčne, zdravstvene podatke, kar pač imamo, torej nek tak pregled o tem, kaj imamo. In to je tudi super moment, da pogledamo, vse to res rabimo. Rabimo imeti in davčno in emšo in še nekaj drugega. Včasih ja, včasih ne. Če vidimo, da ne rabimo, pol takih stvari nehamo zbirati. Eno od osnovnih pravil uredbe tudi je seveda ta, da zbiramo minimalno podatkov, ki jih še rabimo za dosego tega namena. Tako da če je namen moje zbirke, da pošiljam elektronske naslove ali pa neke novice po elektronskem pošti, pol ne rabimo imeti imen, priimkov pa bivališč, ali pa še kakih emšo številka pa datumom rojstva. Da pošljem jaz novičnik, rabim izključno in samo elektronski naslov. Ime, priimek pogojno, če imam individualizirane maile, sicer tudi tega v bistvu ne. Napišem si noter oziroma ugotovim, kakšen je rok hrambe, torej da ne hranimo tega trajno, ampak neko obdobje, ne vem koliko časa pa če po zaključku nekega dogodka, po se odjavi od mailing liste, ko ni več nek naš sodelavec, ker načeloma nekih trajnih hramb naša zakonodaja ne predpisuje, razen predvsem za razne kadrovske zadeve, torej pri zaposlenih, pri ostalih pa v resnici ne. Tako da si moramo pač nek rok postaviti. Zdaj glede rokov še to, uredba v bistvu nima nobenih številk, koliko naj bi ta rok bil. Mislim, da je to pravilno, ker je zelo odvisno od tega, za kakšne namene imamo. Ampak rok hrambe si pač postavimo tak, da ga še znamo upravičiti. Da lahko rečemo, to rabimo še 5 let zato, ker se v teh 5 letih lahko to pa to zgodi. Da imamo nek izgovor, zakaj to rabimo še 5 let. Če se takega razloga ne moremo spomniti, pa je verjetno rok predolg. Je treba malo skrajšati, dokler še nekaj prije upoštev. Potem v tej evidenci tudi moramo približno opisati, kako mi te podatke varujemo. To je dobra vaja, da malo pogledamo, če so podatki okej, če je varovanje okej, kje jih hranimo, a so zaklenjeni, kdo ima dostop do njih, a so na računalniku, a ima ta računalnik kak antivirusni program, a je posodobljen, kdo po njemu brska. Skratka, ima vsak svoj uporabniško ime, imamo 3 enega, imamo to v neki pisarni, ko vsak z ulice noter pride, a se zaklepa, skratka čisto tehnično, organizacijsko, kako mi tako zbirko varujemo. In potem, če ima naša organizacija recimo osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, moramo navesti tudi njeno ime v to evidenco. Če podatke mogoče izvažamo izven Evropske unije, torej če jih prenašamo čez meje, kjer velja uredba GDPR, tudi to treba v evidenci posebej opozoriti. Tako da to je mogoče nekaj, kar velja za vsako našo bazo, da jo naredimo. In kot sem rekel prej, tudi mogoče taka dobra vaja, da malo pogledamo, če so stvari okej, če imamo posod podlage, če so roki ustrezni, in si to pač seveda shranimo. To je lahko živ dokument, ko se stvari spremenijo, pač te stvari popravimo, posodobimo, tako da imamo neke
ažurne podatke noter. V osnovi obstajajo dve skupini nevladnih organizacij, ki bi že mogli imenovati osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov. Prva skupina so tiste nevladne organizacije, katerih neka redna dejavnost, torej nekaj, s čimer se ukvarjajo, vključuje neko spremljanje posameznikov. To pomeni, da običajno imajo kakšne personalne mape ali kaj podobnega, da nek uporabnik pride, nek posameznik pride k njim in se v bistvu pol beleži, kaj se z njim dogaja. Ga torej spremljajo čez neko krajše ali daljše časovno obdobje, po čemer velja kar nekaj stvari, da je to v resnici pride v upoštev. Tako spremljanje v bistvu mora biti po uredbi redno, sistematično in obsežno. To so precej abstraktni pojmi, uredba ne pove, kaj to je, ampak se pa da v bistvu razbrati iz neke prakse pa nekih spremljajočih besedil. Redno spremljanje pač pomeni, da to ni enkratno, ampak sem rekel prej, da traja nekaj časa. Sistematično pomeni, da gre po neki metodi, ki jaz vnaprej poznam. Torej imamo neke obrazce, neke metodo dela, da pač vsak posameznik, ki pride, ima približno iste načine spremljanja, torej da se nekaj ponavlja recimo. In da mora iti za neko obsežno spremljanje, to pomeni, da pač vsako še pač ne zadošča. Zdaj uredba kot taka ne pove številčno, kdaj je nekaj obsežno, pa kdaj ne, to pač presojati primera do primera. Načeloma se to pogleda tudi skozi številko, 10 ali pa 15 seveda ni obsežno, to bi mogli biti neke večje številke. Ampak tudi recimo se gleda, ne vem, a gre za neko zbirko posameznikov iz nekega ožjega območja ali je to mogoče pokritost celotne Slovenije. Če gre za to drugo, pol smo že prej blizu pač obsežnega. Pa tudi mogoče se včasih pogleda, kateri ti posamezniki so, kaj je to neka ciljna skupina, pa se mogoče tudi primerja z kakšen odstotek celotne populacije ali pa kakšen odstotek celotne ciljne skupine mogoče v Sloveniji ali pa nekem območju to je. Če ta odstotek relativno visok, pa že hitro lahko govorimo o obsežnem spremljanju, sicer pa ne. Tako da pri nevladnih organizacijah, načeloma je ta pogoj izpolnjen, bom rekel, pri večjih nevladnih organizacijah, mogoče pri kakih zvezah društev ali pri kakih večjih društvih, ki izvajajo neke dejavnosti, ki imajo spremljanje. To je predvsem mogoče kako področje zdravstva, socialnega varstva, ni ponudno, da nekaj druge, kjer pač posameznik pride in pač je pol deležen nekih storitev čez neko daljše obdobje. Če se tu ne najdemo, pol pač seveda take osebe ne rabimo imeti. Obstaja pa še druga skupina, za katero pa ta obveznost velja. Če nevladna organizacija izvaja neko dejavnost, neko redno svojo dejavnost, in ta dejavnost v bistvu pomeni obsežno obdelavo posebnih osebnih podatkov. Zdaj, kaj to pomeni, da ne bomo preveč abstraktni. Poseben oseben podatek je v bistvu podatek o mojem zdravstvenem stanju, o moji političnosti ali spolni usmerjenosti, pa moje biometrične značilnosti. Pri navojih največkrat pride upoštev mogoče prve dva, spolna usmerjenost pa mogoče zdravstveni podatki, predvsem te so običajno najpogostejši. Če torej organizacija sploh ima te podatke, da jih obdeluje, zbira, z njimi nekaj počne, in je to v bistvu neka osnovna njena dejavnost, torej nekaj postranskega, ampak se prav ukvarja z neko dejavnostjo, ki pomeni obdelavo podatkov, in če je ta obsežna, pol je to že lahko razlog, da tako osebo moramo imeti. Zdaj, da gre za neko redno dejavnost, treba paziti še to. Vsaka organizacija mogoče kdaj obdeluje posebne osebne podatke, ampak je to pač zelo postranskega pomena. Pač ne vem, kaj s tem. Če en od uporabnikov mnogih nam zaupa, da ima nekaj pa neke zdravstvene težave, pa pač to nekam zabeleži, to še ne pomeni tudi stvar neke naše redne dejavnosti. Ampak mora za neko dejavnost, ki v bistvu prav temelji na teh podatkih. Ne vem, bolnica je tipičen primer, ko se ukvarja sam s tem, ker zdravljenje v bistvu je samo celotno vezano na te podatke. Če imam neko ciljno skupino, ki ima neko bolezen, pa sam z njo delam v zvezi s to boleznijo, bom že zelo hitro tu noter zapadel, tako da pa z nekim drugim zdravstvenim stanjem. Tako da to je dober pokazatelj, ampak isto kot prej, mora iti za obsežno obdelavo. To pomeni, da imamo veliko ljudi noter, da pokrivamo precejšen del ali pa večji del neke populacije, da gre za veliko razpršenost, sicer pa ne. Zdaj številk pa uredba kot taka ne določa. Tako da če se kje tu najdemo, pol je treba to osebo pač imeti.
To je v bistvu oseba, ki znotraj organizacije skrbi za to, da bdi nad tem, no, da se spoštuje politika varstva osebnih podatkov, da so stvari urejene. Ni pa to oseba, ki je odgovorna za to, da pač so še vedno druge osebe, običajno zastopniki, ampak v bistvu, ki skrbi, da se na to področje pa vendarle ne pozabi, ko se kakšna dejavnost izvaja, ko se kaj novega naredi, da pač tudi bdi nad tem, da so stvari take, kot morajo biti. Pogledali bi si še mogoče par zadev glede čisto tehničnega varovanja osebnih podatkov. To je eno vprašanje, ki tudi pogosto v bistvu dobimo, no, kako podatke sploh varovati, kako se organizirati. V bistvu predpisi ne določajo nobenih standardov ali pa normativov, ne, da mi moramo imeti, ne vem, tako pa tako omaro, pa sef, pa ne vem, pač take in take računalniške programe. Tega ni. Tako da ni predpisa točno, kako bi to moglo biti. Ampak pač čisto se uporabi neka zdrava kmečka pamet, pač ukrepi morajo biti pač tako organizirani, da pač se podatke ustrezno zavaruje. Ne? Večja, ko so tveganja, več moramo za to narediti. Ne? Če imamo pisarno mi v pritličju, pri odprtih vratih, ker pač imamo tako dejavnost, se treba verjetno malo več narediti, kot če v zgornjem nadstropju nebotičnika pohoda z ulice itak ni. Ne? Isto velja za računalnik. Ne? Več ljudi ga uporablja, več je treba stvari zaščititi. Ne? Na prenosnikih, ključkih, ki so bolj občutljivi, ki nam jih prej ukradejo, treba malo več narediti kot na velikih računalnikih, ki ne zapuščajo pisarn. Ne? Zdaj v praksi še vedno načeloma velja, da se največ da doseči s ključavnicami pa z raznimi računalniškimi gesli, da se prostori zaklepajo, da se zaklepajo omare, to pomeni, da se ključi ne puščajo tam, ne? Da imajo ključe samo tisti, ki dejansko dostop do nekih podatkov potrebujejo, ne? Da ni pač nekje viden na vidnem mestu, pa ga pol vsak gre mimo lahko uporabi. In pri računalnikih isto, ne? Da se vsaj zagon računalnika zavaruje z geslom. Če več ljudi uporablja isti računalnik, nema vsak svoje uporabniško ime, da se vidi, kdaj je kdo računalnik uporabljal. Da niso gesla nalimana na nalepkah poleg računalnika, da so ustrezno močna gesla, skratka, da ni to 1, 2, 3, 4 ali pa ime vaše organizacije, ampak da se pogovarjamo o 8 plus znakov, velike črke, malke črke, številke, kakšni posebni znaki, ne? Pa tudi, da se mogoče tudi na neko obdobje menjujejo, ne? Skratka, da preprečujemo neke možnosti zlorab. No, in s tem se da v bistvu že marsikaj narediti, da podatke zavarujemo, ne? Zdaj, ko podatke varujemo, ko jih zbiramo, imejmo v misli to, kar sem danes enkrat že na hitro omenil, uredba pač nalaga, da vedno, ko podatke zbiramo, obdelujemo jih, zbiramo v najmanjšem obsegu, ko je to še potrebno, zakaj jih imamo, ne? Če nekih podatkov ne rabimo, jih na zalogo ne smemo zbirati. Torej, da zbiramo, če bomo nekoč nekaj rabili, to ne gre, to je pristo prepovedano, tega ne smemo početi, ampak res tisto, kar je minimum v bistvu od minimuma, ne? Pri spoštovanju uredbe GDPR tudi je pomembno to, da je jasno napisano, če imamo kako kontrolo, nadzor, če se nam pač kak inšpekcijski postopek zgodi, smo mi kot organizacija tisti, ki moramo dokazati, da delujemo skladno z uredbo. Podobno kot pri davkih, ne? Mi moramo dokazati, da smo pravilno obračunali davek. Ni stvar državnega organa, da nam dokazuje, da nekaj ni okej, ampak v bistvu je prvo breme na nas, ne? Kar pomeni, da pač moramo imeti dokumente urejene, pač pod ključi, gesli in tako naprej in pač potem to tudi dokazati, da smo to spoštovali, ne pa reči, nič nimamo vi dokaže, da je narobe, ne? Ta pristop ne gre, ne? Skratka, na nas je to, da so stvari uredimo, ne? Tudi v tem obsegu, no, pač tudi je naša obveznost, oziroma tisti, ki podatke imamo, da zagotavljamo neko sledljivost. Kdaj smo podatek dobili, komu smo ga kdaj poslali, kdo je kdaj kaj obdeloval, da imamo evidence obdelav, ko smo jih prejle omenjali, ne? Predvsem bi tukaj mogoče posebej opozoril na evidence zunanjih obdelav. Tukaj imamo v mislih predvsem primere, ko mi podatke pošljemo ven iz hiše. Ko pošljemo, ne vem, računovodskemu servisu, FURS-u, financerju in tako naprej. Tukaj je pomembno, da mi imamo neke notranjo sledljivost, kdaj smo mi kakšen podatek komu poslali pa zakaj. To je pomembno predvsem, če pride do kakih razkritij, da imamo neko sledljivost, kje so podatki potovali. To ne pomeni, da rabimo imeti posebno Excel tabelo pa evidenco vse, kdaj smo nekomu nekaj poslali, ampak moramo biti pač zmožni to zagotavljati. Z evidenco izhodne pošte, z evidenco, ne vem, poslanih elektronskih sporočil,
s potrdili pošte, da smo nekaj priporočeno poslali, skratka samo, da mi za nazaj lahko vemo, kdaj smo komu kakšne podatke ven poslali. Ne? To in še moče ena stvar, ki tudi je zelo pogosta v nevladnih organizacijah, če sodelujemo s kakimi drugimi osebami, ki obdelujejo naše osebne podatke, torej neke stvari, pač imamo neke zunanje sodelavce, zunanje obdelovalce, moramo v bistvu z njimi skleniti ustrezne pogodbe, v katerih uredimo varstvo osebnih podatkov pri njih. Ker če smo mi pač pri sebi poskrbeli za ustrezne ključe, gesla, standarde, pa smo te iste podatke dali nekomu tretjemu, nismo naredili v bistvu nič, če ta tretji za njih ne poskrbi v neki enaki ali vsaj enaki meri. Ne? Mislim predvsem moče pogodbe, ne vem, z računovodskimi servisi, pogodbe z raznimi ponudniki spletnih storitev, ponudniki, ne vem, mogoče poštnih storitev, tistim, ki nam moče pošiljajo elektronske naslove v našem imenu, tudi raznimi moče oblačnimi storitvami, a ne. Torej vsak, ki ima dostop do naših osebnih podatkov, ki z njimi nekaj počne, ampak počne tisto, kar smo mi rekli, ne. Torej on jih ne rabi za sebe, ampak jih v bistvu v našem imenu obdeluje. In tukaj se zahteva, no, da imamo z njimi neke pogodbe, noter točno napišemo v bistvu, kako bo kdo stvari varoval, da nam bojo pomagali, če bodo kakšne težave, če bodo kakšni postopki, da v bistvu bodo zagotavljali nek minimum, kot ga bomo mi dorekli, da bodo omogočili celo nadzor teh pogodb, tako da tukaj pač je nekaj, kar je čim prej urediti, če to še ni rešeno. No. Tako da toliko zelo na hitro, no, o ključnih zadevah glede varstva osebnih podatkov. Če bi rabili še kaj več informacij, se lahko brez težav obrnete na nas. Več informacij tudi najdete na naši spletni strani, ki je objavljena pod tem posnetkom. Zdaj na področju varstva osebnih podatkov v bistvu nudimo tudi precej pomoči prav prilagojenih nevladnim organizacijam. Če imate kako kratko vprašanje, lahko pač skušamo to rešiti v okviru nekega kratkega telefonskega pogovora za naše člane. Če bi rabili pregled kakih dokumentov, soglasij, izjav in tako naprej, tudi tako lahko pomagamo. Tudi če je želja, lahko naredimo neko tako malce bolj celostni pregled v vaši organizaciji, naredimo neko analizo, kje ste skladni z uredbo, kje niste skladni, kaj treba še postoriti, in tudi vam potem pomagamo, da se ustrezno uskladite, da vam pač pripravimo dokumente, pravilnike, izjave, pač kar bi bilo. Za tiste, ki pa potrebujete pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, pa vam take osebe tudi mi lahko zagotavljamo.